Kaj je pogoj, da ženska zanosi? Kaj potrebuje ženska, preden zanosi? Priprava na zanositev. Ko je kengurujka oplojena, proces brejosti lahko dobesedno zaustavi in zamrzni do 2 leti. Ko je Jasmina obiskala zavetišče za kenguruje v Avstraliji, so jo ta bitja izjemno navdušila in začela so se vprašanja. Zakaj zamrznejo? Zakaj pravzaprav zaustavijo proces brejosti? Zato, ker okolje ni ustrezno, ker je nevarnost. Na celični ravni začutijo, da ni primeren čas in zaustavijo brejost, če so že oplojene. Če niso oplojene, pa zaustavijo plodnost. In tako biologi, naturopati, holistični zdravniki, vsak v svojem profesionalnem jeziku govorijo isto. Po domače povedano, vsi sesalci potrebujemo na celični ravni občutek varnosti, da lahko pripeljemo novo bitje na svet. Narava je res pametna in je naredila naša telesa tesno povezano z okolico. Če telo doživlja nemir, če endokrine žleze kradejo hormone druga drugi, če je nečesa preveč, nečesa premalo, torej celoten kaos, tukaj ni miru, tukaj ni reda in tukaj ni varnega okolja za novo bitje. In kakšna je posledica tega? Neplodnost, če tudi ti morda rečejo, pa se je vse v redu. In smo raziskovali naprej, čeprav je bilo zelo očitno. Kaj pravzaprav potrebuje žensko telo? Žensko telo potrebuje hormone, ki so v harmoniji. Naslednja stvar je miren hkrati tudi disciplino in občutek notranjega miru, kajti to je varno okolje, v katero se lahko porodi otrok. A da bi hormone postavili v harmonijo, včasih traja mesece, morda celo kakšno leto pri komu, vsekakor pa vsaj 3 mesece. 3 meseci so 3 cikli celic, ki rabi 30 dni. V teh mesecih lahko torej začnemo novo dobo, bolj mirno in bolj varno. A najprej je treba telo razbremeniti in to lahko traja tudi do pol leta. Ko naredimo to, nahranimo telo in se začnemo ukvarjati z adrenalnimi žlezami, ki se nahajajo nad ledvicami. Adrenalne žleze so tukaj ključ. Ko je embrio star 6 tednov v maminem trebuhu in so nadledvične žleze že razvite, tako zelo pomembno je. Adrenalne žleze gledajo čustvene stresorje. Družba, torej kakšna so pričakovanja in zahteve, potem motnje spanja zaradi stresa, psihološke travme od otroštva naprej in pa tudi fizične stresorje. Tukaj je tudi dieta, stimulansi, rafinerirana hrana in pa intoleranca hrane. Hkrati pod to štejemo tudi dehidracijo ter motnje spanja zaradi vnetij in bolečin. Vse to so triggerji, da je telo v nevarnosti. Reproduktivni spolni organi se torej naredijo samo takrat, ko se počuti telo varno. In to na celični ravni. In kakšna celica se počuti varno? Takšna, ki je dovolj hidrirana, lepo odvaja in je tudi dovolj nahranjena. Danes pa je to velik izziv, ker živimo v zelo toksičnem svetu. Se spomnite Jelene Dimitrijevič, ki je povedala, da je splav v resnici detoks. Zrak je onesnažen, voda je onesnažena, tudi so zdravila, cepiva, obleke, ki jih nosimo, stanovanja, v katerih živimo, tudi recimo elektrosmog, ogromno je toksinov povsod. In zdaj telo ima to sposobnost, da se razstruplja samo, ampak nažalost, ko ta količina toksinov preseže na normalno mejo, enostavno telo nekje to nabira. In on je tudi ugotovil, da recimo splav se vedno, ampak vedno zgodi, ko se ta prenos v placento tudi do otroka, tistih težkih kovin z mame na otroka, zgodi v zgodnji nosečnosti, se pravi, ko govorimo o embriju, o zarodku. Če pa se zgodijo recimo tiste kopičenje teh toksinov in težkih kovin, takrat, ko se otrok razvija, recimo če je fetus, takrat se zgodijo poškodbe tako, da otrok zboli.
Se pravi, ni nujno, da bo takoj zbolel po porodu, ampak se bo nekje to kopičilo. In on tudi razlaga, kako to poteka. To ni samo en element, ni recimo svinec, ki se kopiči nekje v telesu, ampak se ustvari ena taka posebna forma, ena kristalizacija teh elementov, ki enostavno telo ne more tega več izločiti iz telesa, ne more sploh razložiti nikak, razstaviti na manjše delce in izločiti iz telesa, ampak se nekje shranjuje in zadržuje v telesu, a to pri nekaterem organu. In on je rekel, to so njegove besede, v bistvu taka ena kombinacija, ki se nahaja v telesu, ki povzroča tudi vnetja, vedno bo postala rak. Vedno. Meni so bile take pretresljive te besede, najprej to za splav, da se bo zagotovo zgodil, če se to prenese v takih enih velikih količinah na zarodka, hkrati pa se bo razvila bolezen, ampak jaz ne rečem, to ne bo sam rak. To bo sprememba tudi lahko so avtoimune bolezni, lahko je marsikaj drugega. Lahko je marsikaj drugega. Tako. Kako bo ženska dosegla to celično varnost v 4 korakih? Kot prvo, odstranitev težkih kovin in toksinov. Naš brezplačni priročnik o tem najdete na www.klepetobkavi.si. Odstranitev parazitov, pomagajte si lahko z zaparjem. In pa razbremeniti jetra ter črevesje. Govorimo o formuli za jetra in črevesje, 3 mesece in prehrana ter navade za jetra. Hkrati pa je treba nahraniti dobre bakterije v črevesju in po telesu. Govorimo torej o probiotikih, fermentacijskemu napitku Mikrobiom 30. Okrepiti nadledvične žleze, adrenalke z adaptogeni, to je naša kombinacija adaptomena. Uskladiti navade s cirkadialnim ritmom oziroma našim po domače bioritmom. Nosečnost je zelo pomemben dogodek v življenju vsake ženske in na ta dogodek se je pomembno pravilno pripraviti. Ogromno nekih člankov imamo za vas na to temo, zato odklikajte na klepetobkavi.si. Velikokrat se povsem napačno, v napačnem času ukvarjamo s tem, kako izgledamo. Dajte namesto, da ste kritični do sebe, se poglejte v ogledalo in si rečite, kako sem čudovita. Iz 2 celic vzgajam novo človeško bitje. Kako čudovito je to. To vam bo v bistvu vlilo pozitivno samopodobo, ki vam bo pomagala na več načinov. Ker če se boste vi počutili dobro, se bo čisto preko hormonov, ki mu boste spustili v kri, počutil dobro tudi vaš otroček. In bo dobil več tistih dobrih hormonov, ki jih potrebuje. In na takšen način se boste tudi z vašim otročkom v nosečnosti bolje povezala. Saj boste vedela, kdaj se kdo počuti dobro in vam bo tudi otroček nazaj to sporočal.